To je tako, res nimajo. Zdaj se gledamo. Se pripravljajo. Dober večer. Sem skupaj, lepo pozdravljeni, srečanja z ustvarjalci. Vesela sem, da tokrat pravzaprav ponovno gostimo na nek način domačina, tako kot je bil v preteklem mesecu Andraž Rožman, sicer iz Mekša, ampak še vedno kar naš konc. Tako je zdaj Lenart Zajc in mislim, da se spodobi, da pravzaprav tudi v Domžalah opazimo, da je Lenart zelo, zelo plodovit avtor v zadnjih letih in se mi zdi, da smo lahko prav ponosni na to, tako da mi bomo danes nekako govorili, prej sem mu že rekla, o nekakšni trilogiji, 3 romanih, 2015 je išla Agencija, 2018 Američanka in letos še Delci svetlobe. Tako da moram reči, ker gre za kar precej resne in celovite romane, da pravzaprav to ni tak hec. Tako da sem že prej rekla, Lenart očitno postaja resen pisatelj. In na to smo lahko veseli. Nenazadnje Lenart tudi piše za naše občinsko glasilo Slavnik, da smo kar veseli, da je tudi naš kolumnist že nekaj časa. Zelo zanimiva kolumna je v zadnji številki, se mi je zdela simpatična. Ko si pisal o tem, kako bi tudi mlade mogli malo bolj pritegniti, ker bova govorila tudi o gledališču, k temu, da prihajajo gledati. Ja, to se mi zdi, sploh na obrobju. V Ljubljani se mi zdi, se tega ne opaz toliko, ampak na obrobju, se pravi, izven Ljubljane pa dosti je opazno, da se mladi kulturnih prireditev nadeležujejo na ta način kot mladi Ljubljančani. Ne vem, zakaj pravzaprav. Mogoče zato, ker je Ljubljana so Domžale tako blizu Ljubljane, da si ta mladina, ki jih zanima kultura in umetnost, to že vse ogleda v Ljubljani, da hodijo v razne šolske abonmaje tja mogoče, ali kako to, ne vem. No, pa se je tudi pol še po tistem obdobju. Saj jaz ne bom rekla, da jih ni, ti si sicer napisal, mogoče imaš liš tist abonma zeleni, ali boh ve, kjer že, ker je malo več starejše publike, drugače pa ja, ni seveda množično, se pa že več let pogovarjamo o tem, jaz sem že večkrat predlagala, ne vem, če ste opazili, v Ljubljani ima letos en simpatičen mestni, mladinski abonma, v katerega so dali 3 različna gledališča, mladinsko, mestno, dramo, recimo, in se mi bi tudi še s kakšno glasbo in s filmom, glede na to, kako smo pravzaprav multikulturni z lahkoto pripravili takšen abonma, Občina bi ga po moje bilo fino, da ga subvencionira, da je to neka simbolična cena, ne vem, 15-20 evrov in se mi zdi, da bi bilo vredno poskusiti, ampak zaenkrat še nismo naleteli na odziv, da bi pravzaprav to subvencionirano zgodbo peljali, ker bi pravzaprav njim pripravili za njihovo percepcijo, pravzaprav so vse predstave lahko zelo zanimive. No, seveda, to jaz mislim, da mladina, sploh te gimnazijska, srednješolska, bolj ali manj razume večino predstav, ki si jo ogleda, ki so na repertoarju, ampak je pa verjetno, če je pa neka tematika, pa neka problematika, ki jim je bliže, je pa to še toliko rajš zavije v gledališče. Tako da to bi bilo super, to pozdravljam. Ljubljana gledala, pa pol smo jo imeli tudi mi, da zdaj sem prebrala intervju z Lorencijem. Visoška kronika je bil hit lanske sezone, ampak med mladimi. Lorenc je opazil, da so mladi vstali in vstoje ploskali. Se pravi, res predstava, ki bi rekel, ampak če spravim čutkom narejena, pa 4 ure, ampak res mladi so sprejeli najbolje, pa je v lanskem delu. Zanimivo. Evo, grejo jih 2 Lenartu nazaj. Mogoče najprej nekaj takih lokalnih vprašanj. Koliko časa si ti že Domžalčan? Ja, letos je bilo 20 let poleti. 99, julija 99, mislim, da je bilo 5. julija 99, so žena prvič prespala v hiši.
Mislim, da smo imeli takrat kar armaflexe po spalne vreče na tleh, ampak takrat smo se preselili in pa nismo več hodili od tle dol, tako da 20 let. Sta hodila še dol, ampak ne spat. Ne spat več, tako. Ja, moram reči, da sme kar presenetil tale obdobje kar dolgo, nisem mislila, da je 20 let že skoraj. Ja, tudi mene je presenet, ko tako gledam nazaj to številko, meni se zdi, da ti nas tam od zgor gledaš, ne, žej proti Domžalam dol, ne? Če je dol malo meglo, kakšen sonce je pri nas, pa zelo meglo. Zdaj, to so kraji, ki so te najbrž nekako povezali tudi s tvojim očetom, ne, Danetom. On je tam gor, ne? On je s Trojice, sigurno, ne, že, ko sem bil majhen, smo večkrat hodili gor na izlete, seveda takrat hiša že davni ni bilo več, pa tako, ampak ker je bila, vem, smo hodili jesenske, spomladanske izlete, pa na Murovco, pa na Cicelj. Njegova rojstna hiša je bila pa požgana? Je bila pa požgana 44 ja, 44 Čeprav je zanimivo, ne, če kdo slučajno ne ve, Danes Zajc je bilo, obletnica je bila zdaj pred kratkim, ne, 90 let, rojstva je pokopan na Trojici, ne, tako da ste se tudi za to odločili, za to, a se je sam odločil? V bistvu malo je izrazil željo, tako hecen, najprej je skozi govoril, da bi se dal raztrosati, pa nekako tam po 70 je pa začel, da pa mogoče vse mi v Trojici, ker sta oče, mama in tako naprej, in tako da pol je. Ja, prevladala ta smer. No in pravzaprav si najbrž za to prišel nazaj v te konce malo, ker je to tudi kraj, kjer je pravzaprav mnoga dela, ne, so tudi povezana Danetova z temi dramatika. In Grmače. Pa Voranc, ne, pa tako da. Evo, Grmače letos igrajo, ponovno si jih pogledal v Mariboru še? Nisem samo v Mariboru, ne, in takrat, ko na premiero nisem mogel priti, ne vem, nekaj sem imel, petek. Pa zdaj ne malo čakam, da mogoče bolj šli po Sotka v Ljubljano ali pa Domžale. No, mislim, da ne, ker so na Velikem Odru, se bojim, da Domžale takih predstav tehnično nismo sposobne sprejeti. Sem pa si lih ogledala malo, mislim, da je zelo zanimiva predstava, se je lotila tudi mlada režiserka, ampak recimo, da, kakšne imaš pa ti spomine na očeta, da evo, če te še malo to potikamo, koliko misliš, da je on vplival na to, da si ti danes pisatelj? Pa on sam na neposreden način čisto siguren ne. Tukaj bi me prej nazaj držal v literaturi. Prej nazaj? In kulture, in da to raj ne bi, ne. Tudi delč od tega, da bi mi, ne, vem, da sem me začel tam v nekaj gimnaziji pisanje zanimati, pa to pa smo dal kaj za prebrati. Veš, tole pa še ni bog ve, kaj boš mogel še malo delati. Ja, že, ampak kaj ne delam? Pa se boš pogledal to. Tako, ne, skratka, nek mentor ali kaj takega, da bi se na ta način ukvarjal. Drugače moram pravi vsega meni, ne, dostakrat mi ljudje sprašujejo, ne, oče je bil pa taka mračna oseba, pa tako. Ne, sploh ne, kot oče ne. Pesnik Dane je neki, oče Dane je pa neki. Je bilo lepo otroštvo, je zanimivo? Lepo otroštvo kot otroštvo. Bilo je v redu, bilo je spremljivo, imel je svoje visoke momente, svoje nizke momente, v redu, ne pritožujem se na otroštvo. No, malo sva mu posvetila, mislim, ne, nazadnje je Dane res imel obletnico in na nek način je tudi delno naš, ne, mogoče se tega kar premalo zavedamo in se je res en največjih slovenskih pesnikov, ki pa se je mogoče tudi zato, ker si rekel, da je malo bolj mračen, je malo manj prisoten, ne. Mogoče se ljudje tako, ker ne želijo govoriti o smrti, se tudi takih pesmi malo bolj izogibajo, ki so v tem smislu veliko ukvarjajo tudi s takimi. Mogoče malo, jaz bi prej rekel, da zdaj ni več toliko prisoten, ne, ker za življenje je bil zelo, je bil posod omniprisoten, tako rekoč, ne, na vseh prireditvah se ga vabili in tako. Se mi pa zdi, da imamo Slovenci en tak odnos, ne, ko pisatelj pač umre, za nekaj časa o njemu ne govori prav zelo. Dokler se pač spet neka mlajša publika oziroma ne začne vračati k njemu in se ga začne pol raziskovati in tako, ne, in pride pol ta vrnitev. Tako da jaz mislim, da je danes zdaj v tem svojemu počivalnem momentu. Ja. Jaz tudi mislim, da je temu tako. Evo, zdaj mogoče pa greva vseeno k romanom, k pisateljevanju. Rekla sem nekako trilogija. Lenart,
kaj pa je bila ta spodbuda, da kar naenkrat si kar pravzaprav eksplodiral? Tako je, jaz sem ta zadnji roman, ki sem ga napisal, je bilo leta 2005. Sem z Majo Martino Mrlak izdala Mustanga skupaj. In pa s tem Mustangom nisem bil prav zadovoljen, pa tako nekako sem ugotovil, da ves čas recikliram ene in iste zgodbe iz nekih svojih najstniških let, moje predelane na ta način, predelane na način. In da sem se pravzaprav nekako zelo zasitil s tem, ne? In da rabim malo pavzo. Potem sem si vzel to pavzo, ki trajala približno 10 let. Vmes so se zgodile vstaje, vmes se je zgodilo vse sorte, skratka svet se je malo drugače obrnil in zasukal. In pa so pa kar nekaj začele ideje, čisto nove, prihaja drugačne, naprej, na drug način postavljene, tako da zdaj pač, ker prihaja, jih moram zapisati. Jih moraš zapisati. Jaz mislim, da bi lahko na nek način agencijo in Američanko dala, saj jaz sem jih nekako dala kot nekako tranzicijska romana, ne? Romana, ki govorita o nekih anomalijah tega obdobja, ki ga mi imenujemo večkrat tranzicija, zdaj, ali to še traja, jaz mislim, da še, ker še nismo vsega poprodali. Ko bomo čisto vse poprodali, bo konc tranzicije. Tle se jaz ne strinjam s tabo, ta tranzicija končana. Mislim, ni čisto končana, ker imamo, mislim, da točno še enega aktivnega politika, ki je bil aktiven še pred samostojno Slovenijo, ne? Oziroma, ko je to član partije, pa tako govorim o Janezu Janši. Ostali so vsi po osamosvojitveni začeli kariero delati, če gledaš kjerkoli ostale stranke. Ampak mislim, da to ni bistvo tega obdobja. Mislim, da bistvo tega obdobja je, da se ves tale svet nahaja v enem čudnem krču. Nahajamo se v bistvu enem koncu enega bistveno večjega obdobja, ki se mu reče kapitalizem. Ker se ne ve več, kam bi šel naprej. Kapitalizem žre samega sebe in se ne more premakniti. In zdaj, ravno zadnjič sem imel en podoben pogovor na gimnaziji Maribor, na prvi gimnaziji. Tam so dijaki vprašali, kako bi primerjal svojo mladost z njihovo. In sem rekel, v moji mladosti, jaz sem odraščal, ko je crkval socializem, tako kot je bil. Ampak takrat je bilo pozitivno to, da se je točno videl, kam bo šlo naprej. In to, kamor ne bi se šlo naprej, ta kapitalizem, v katerem smo zdaj, je zgledal iz unega zornega kota še kar v redu. Zdaj, ko smo pa tle, se pa nič kaj dosti ne vidi, kam bi se šlo še naprej. Ve se pa tako ne more, se pravi, če potrošnja ves čas raste, oziroma je sistem narejen tako, da more potrošnja rasti. To pomeni, da je treba črpati, novo delati, ljudje morajo trošiti, ampak rezerv pa nima ta svet toliko, da bi vse to zadovoljilo. Se pravi, kapitalizem je obsojen, da se zaletava iz krize v krizo. In to je ta večna težava, v kateri se rodimo, in iz katere zaenkrat ne vidimo izhoda. V temu mislim, da sem se tudi nekako najbolj ukvarjal z vsemi tremi romani. Mogoče sem Američanki še najmanj, Američanka je le bolj roman v teatru, napol kriminalka, napol temu, kako tak teatr preživel kulturo, kako kultura v Sloveniji preživlja, s čim se sooča, ker samo dobro veš, ne na tak drastičen način, kot tam moj junak, ampak vseeno veš, da verjetno tega Bernika vodiš zelo dobro, ampak verjetno ni lahko, se predstavljam, da je to kar naporna služba, vse to koordinirati, pa imeti postrojen, ampak po drugi strani pa... Ne, veš kaj je najtežje? Podoben, kot tudi pri temu, najtežje je, da je še ful velik idej, da je ogromno enega brbotanja, kaj bi še naredil in pravzaprav, da ti tudi tu ni dano vse to razvijati. To se mi zdi, recimo, en tak problem. Bolj kot to, da seveda jasno, da je treba tekoče živeti. Ja, še preživeti, pa še za plače imeti, pa še to. Ampak hotel sem reči, agencija pa delci svetlobe se pa in en in drug se ukvarjata nekako z tem svetom po tem svetu. Kakor v agenciji razvijam neko zadružno idejo, napol utopično, s katero te zavarovalni agenti in vse skupaj nekako drugače zaživijo, nekako drugače zadihajo, ko v bistvu svoje sodelovanje predstavijo iz predstave, ki se ji reče tekmovanje, jo predstavijo v predstavo, ki se ji reče sodelovanje, pa kar naenkrat začnejo delati in sodelovati. Medtem, ki delci svetlobe so pa malo mogoče mračnejša utopija. Tukaj se mi je tudi pri razvijanju tega romana se mi je razvila ena tak hecna misel, tudi kaj bi lahko rešil kapitalizem. V romanu namreč razvijam eno tako računalniško igrico online, kjer ljudje igrajo in so zelo zadovoljni, da igrajo.
presrečni so, da lahko igrajo, tisti, ki igrajo, ki je še v testni fazi. Ampak, kakor sem sam igral računalniške igrice, ko jih začneš igrati, kar naenkrat nekaj začneš zapravljati. Neke male denarje, ne vem, 10 centov, dolar, ne vem, kakorkoli kaj stane, ampak nekaj rabiš puško rabiš, nekaj pač rabiš, stvari rabiš. In ti ljudje zapravljajo, nekateri zapravljajo, te, ki so prvaki teh računalniških iger, ker to so tekmovanja, cele olimpijade, zapravljajo ogromno denarja za to. Ampak teh resursov, teh rezerv imamo pa ogromno. Je pa to, kar kdo hoče kupiti, se da narediti teh pikslov. Tako da v bistvu ta računalniška industrija povzroči to, da človek zadovolji svojo strast po zapravljanju, ki živi skozi računalniško igrico, v kateri praktično živi, za katero živi, ne obremenjuje pa zunanjega sveta. Ampak kam s tem pridemo? Pridemo pa do tega, da če bi šla ta moja teorija naprej, imaš ti kar naenkrat lahko krasno zaposlene reveže, ki živijo v enih majhnih boksih in živijo samo zato, da nekaj proizvajajo, da zaslužijo dosti denarja, da lahko igrajo svojo igrico, medtem ko bogat razred ima pa si v svet sam zase. Ja, sigurno. To se mi je zdela ena tistih, ki sem si tam kar klicaja delala. Zelo pravzaprav provokativna misel, ki sem napisal tam. Super, če so ljudje igrali, potem bojo resursi zemlje, ko si jih prej omenil, morda dalj časa trajali ali pa ne bojo toliko obremenjeni. Ampak se je pa to zelo nevarno z vseh teh vidikov, ki jih ti res. Ta delci svetlobe, se pravim, so res en roman, ki odpira, ni znanstvena fantastika, sva se prej pogovarjala z Dejanom, ampak je to že vse danes tu, en mečken delček je še tam pri tebi, mogoče fantastike, vse ostalo se že živi, ampak zdaj si rekel to, ali je to ena od poti, da mogoče vladajoči razred pasivizira množice z tem, da jih na zaslone prilepi? Sigurno je, in to že zelo bogato počne, kar se vidi pri mlajših generacijah, ki so bistveno pasivnejši kot mi, kot smo bili mi v istih letih, manj so aktivni, zelo pridni so v šolah, na drug način kot mi, ampak v prostem času jih velika večina najraje preživlja za računalnički, za telefončki, za takimi in drugačnimi tablicami, kjer počnejo to in ono po vseh omrežjih, in oni so lepo pasivni in pritkani, dokler jim tega ne vzameš. Ker imamo ene znance, ki imajo otroka, sina, ki ima malo problem s tem in ki so mu vzeli to igračo in postal preklet agresiven za nekaj časa, dokler se ni spet umiril in tako naprej. Tako da je, ta pacifikacija ljudi se že dogaja. Žal, ker je pač... Pasivizacija. Pacifizacija, Figuren se dogaja. Zdaj, najbolj še k temu predvsem dovzetna mlajša generacija. Bližje temu je, to so, ne vem, če je kdo gledal en dokumentaren film, Kitajski je bil pol leta nazaj, mislim, da imajo 400 prevzgojnih centrov že z 2000 mladimi ljudmi, ki jih morajo na vojaški način odvajati od računalniških igric. Je bilo pa zanimivo, psihološko so želeli ugotoviti, kakšni so to otroci. Otroci, ki manjka samozavesti in ki so pravzaprav skozi računalniško igrico prihajali do samopotrditve. Ti si pravzaprav nekaj podobnega tudi tam v romanu pravzaprav spelo. Ja, v bistvu prav, da rekel ta profil ljudi, ki postane toliko odvisen od računalniških igric, da celo svojo identiteto na njo prilepi na računalniške igrice, oziroma te svoje računalniške enake svojo identiteto, sigurno niso najuspešnejši ljudje v tem realnem življenju, ki nas zdaj obdaja. In v bistvu računalnik je pa tako fajn, ker je komod v bistvu. Te igrici, razen za gibanje miške, pa dobrimi refleksi, pa malo logike, ti ni treba kaj dosti več početi, da bi uspešen. Se vidi, ok, rabaš tako opremo, za katero malo zapravaš, ampak te stvari niso nikoli tako drage. To je zelo domišljen. Da je dostopno. Da je vsem dostopno. Vse je, ne vem, evro, 5 evrov, tako poceni, da se ti zdi, da se to ni nič. Pa tole naredim, pa bom pa tle zmagal na tem turnirju, bom pa zaslužil pa $10,000. Se vidi to. Verjetno noben ne pozna človeka, ki bi zmagal na tem resničnega, ali pa je mogoče to pač avtor igrice ali pa kdo od teh. Ampak skratka so te neke logike in te trnki z črvički na njih, na kjer se ti ljudje pol lovijo. Ja, tam je bilo tako, da so si celo
nekateri dajali plenice, da ne bi zapuščali prostora, kjer igrajo, ker je treba skozi biti prisoten, so fantje bili v plenicah zato, da niso šli stran. Tako, to je res ena taka anomalija na vsak način. Zdaj malo preskakujem, ampak jaz sem že prej rekla, ne bova toliko povedala, da ne bi kdo kar danes prebral romana, ampak vas bova sam poskušala pripeljati do tega, da se bo tisti roman, ki vam bo se zdel, da vam je tudi vam najbližji, da kdo še ni kaj prebral, ne, predvidevam pa, da mnogi tudi že ste, da nekako ga primamo ali pa primete v roke. Ne. Zdaj prej, če grejo vse še agenciji, ne. Prej si omenil, meni je ta zaključek o agenciji zelo zanimiv, ne. Z leta 2015, sem rekla, zakaj bi si rekel, da je to, da bi z neko kooperativo reševali organizacijski oblik, eno tako malo bolj demokratično organizacijsko obliko, gre za zavarovalnico, ne, tam so neki agenti, ki ful manipulirajo z ljudmi, tako kot vemo, ne, da vas lahko vse prepriča, če pravi pride in na pravo tipko pritisne. Ali potem želijo vse delati bolj etično in zelo. Zakaj si rekel, da je to utopija? Zakaj je to utopija v Sloveniji? Zakaj je kooperativa? Medtem ko v neki Španiji, recimo, je to tretjina španske... Mondragon, ne? Ja, pa še vrsto manjših, ne, Mondragon je več. Mislim, da sem prebrala, skoraj tretjina gospodarstva je organizirana na nek način kooperativno, ne, še pač s kmetijstvom povezane stvari, s pridelavo hrane, s trgovino in tako. Tudi v Avstriji, ne, imajo tudi zelo močne te male zadruge, recimo, ko se vas poveže v zadrugo smučišča, imajo Avstrijci recimo zelo organizirane ta zadružni princip. Pa so žičničar, kmet, travniki skupaj se sestavljajo. Pa gostilna. In pri nas je smisla, ne, tukaj pa mogoče se pozna ta tranzicija, ki se jo prej omenila, ne, da mogoče zadružništvo še vedno zveni toliko socialistično, da se ga ljudje malo izogibajo. Se kar bojijo. Ja, vse kooperativa je pa bolj moderna. Je pa bolj moderna, ampak vse je isto. Ja. A misliš, da je tudi kaj v našem značaju, da nam to nekako ne sede? A je to sam strah, to je pa neki kolektivnega socializem, ne vem, tako rekoč, komunizem, ali kaj to? Jaz ne vem, če to značaj, ne vem, jaz sem človek, ki zelo rad sodeluje. Mogoče to bolj še zaradi tega, ker kot pisatelj je moje vse glavno delo, ki ga počnem sam in je pa malo dolg čas, ker to počnem in pa sem presrečen, kada dobim kakšen projektu, kjer sem vklopljen, ker sem z ljudmi nekaj delam, pa sem še sploh kaj plačan za to. Super. Ampak, tako da jaz verjamem v sodelovanje, jaz verjamem v to, da ljudje, boljše ljudje si pomagamo in drugo, da tekmujemo drug z drugim, da bomo dalj prišli. Zdaj, kako pa ostali ljudje razmišljajo, pa ne vem. Jaz mislim, da obstajajo ljudje, ki pa absolutno verjamejo v tekmovalnost in da nas bo tekmovalnost dalj pripeljala. Verjetno je neka resnica vmes, med tem mano, ki bi sodeloval z vsemi in onimi, ki bi tekmovali, verjetno neka zdrava tekmovalnost dobra. Je res neskončno malo kooperativ, ne, še tist, ne vem, če se že včasih so bili strojni krožki, vidim, še to je propadlo, ne, da so si vsaj tiste kmetijske stroje malo delili med sabo. Ne, zdaj mora biti na vsakem dvorišču, vsak traktor in tako. Mislim, da je tako pri Sloveniji večji da je večer, ne. So se delavci za ta odkup notrinice preformirali v zadrugo, oni so to naredili. Pol vem, da so hoteli to narediti tudi v Fruktalu takrat, ampak niso zbrali dovolj denarja. Nekaj časa je tudi Mladinska knjiga, vem, da so na temu delali, pa tudi niso zbrali zadosti, da bi se odkupali. Mislim, da mlekarne to mesto. Kako? Ne mlekarne, to to je pa mlekarna v Kobaridu. To je pa en lep primer, tam so se pa res kmetje zbrali in ženska fura, kooperativo, je direktorica in so kmetje, mlekarna, sirarna, bovški sir. En zelo lep primer, tako da kdor želi tak primer podpreti v trgovini, kupite njihove, pa nimam nič z njimi, ampak take stvari moramo podpirati kot kupci, kot konzumerji. To je edini način, da pokažemo, kaj nam kaj pomeni, pa ne. Ja, to se strinjam. Se pravi, zato se mi je zdelo, ne, tam tako utopično vse izgleda, ampak to veliko sveta to živi, ne. Veliko sveta to živi, veliko, ne, seveda je, to so rešitve, ki so na dlani, ampak
nekako ljudje, ali smo skeptični do njih, malo smo leni. Ker seveda, če ti ustanoviš kooperativo, si sam soustanovitelj, oziroma so vsi soustanovitelji, vsi so odgovorni in spet neka odgovornost, ker se vsi pa malo, kaj pa zdaj? Je tukaj že spet ta strah, tako da mogoče je tudi to zdaj neka forma, ki spet prehaja na plan organizacije podjetja, pa ljudje niti ne razmišljajo toliko o tem, da bi se na ta način, so še zmeri nekateri bolj zavode ustanavljajo, namesto bi bila lahko zadruga. To vem, da smo se z Mitjo Čandrom pogovarjali takrat, ko se je Beletrina formirala kot zavod. Sem rekel, zakaj se pa niste kot zadruga? Pa rekel, sploh pomislil nisem na to. Pa je veliko bolj forma fajna, ne? Za ustanovitelje zanimiva forma in tudi možna pri nas čist brez nekih večjih težav. Dobro, to je tisto, kar mi je ostalo nekako od agencije, v kateri je pravzaprav zelo zanimiv roman, ampak zakaj si pri Američanki izbral za naslov Američanko? Tam imaš več takih zanimivih ženskih klikov, saj. Zakaj je njih ona, recimo? Ja, v bistvu ona je ta generator zgodbe. Z njo se začne, kamor ona pride, se stvari premaknejo in odvijajo. Zdaj, prvoten naslov je bil, sem že malo pozabil, kako že, ampak vem, da je bilo nekako... Za tiste, ki ste prebrali, bo tole malo bolj jasno, zakaj tako sprašujem. Prvoten naslov je bil To pa to in ruski posli, to pa to se ne spomnim več. Skratka, tako je bilo najprej, nekaj mi je urednik rekel, spet Mitja, rekel, da malo predolg pa prekompliciran naslov, rekel, to je dobro. Zdaj si kaj krajšega, pa se rekel, ne bo Američanka. Ni bila Američanka. Ja, in to tudi je Američanka, to žena ruskega poslovneža, prevzame slovensko podjetje in pomaga svoji ženi, ki bi rada izživela igralske ambicije, posredno pa potem tudi slovenskemu teatru in na ta način, da ga potem sponzorira skozi to, da pač ona pride do pomembne vloge. Ampak nekako se mi je zdaj, to žensko v tem romanu izjemno nagradil. Prav nagradil si jo, v bistvu je prešuštnica, pa je malo, ne vem, bi rekel tako, ambiciozna na en način s to svojo igralsko željo. In na koncu vse dobi, premoženje jim stane, mož je nekako lepo pospravljen in denar ostane, tako fajn je, mislim. Zakaj je to Američanka, zakaj je to mi dano eni slovenski punci? Recimo, se mi zdi, da je bil do te odvetnice le ful kritičen. Do nje kritičen, pa vse ona ni. Mislim, da Ala, odvetnica tle, ona je pač motor, brez nje nič ne bi delovalo. Ona je v bistvu ta, ki drži vse dogajanje po konci, ki organizira posle, ki je poslovna in vse skupaj. Tako da kritičen do nje nisem, v bistvu dober je. Seveda je odvetnica, seveda je, se poznamo pregovor, juristan zin peza kristana, ni moralna, morala je ne pomeni nič, edino, kar je pomeni, je pač brat in ta njegova družina. Družina, ja, tam je zelo. Vse ostalo je čisto samo skozi posle meri. Ampak jaz... Te sploh v tej dimenziji, ki je vprašala, si... Ja, so me sprašvali, ampak to pa ni najbolj tako, da bi rekel, da še celo ta pomočnica urednika na Beletrini rekla, ampak ni pa najbolj tako etično speljana zgodba. Sem rekel, zakaj že? A je svet tak? Jaz nočem moralizirati, ni moj namen mojega pisanja. Vse je fino, ker se tako pozitivno konča na nek način, se lepo odpre in... Ja, in mogoče mi je zelo všeč, ta Američanka, ki sem jo naredil še celo za pravnukinjo Billyja the Kida, ki je bil kriminalec oziroma revolveraš, bančni ropar in vse ostalo. Hvala Bogu se ona pobaša, da gre v roke takemu človeku. Jaz sem rekla, evo, še tle spet Amerikancem gre vedno vse boljš, kot nam. Tak komentar sem tako. Človek mora malo se igrati tudi sam z neko zgodbo, ki ima tudi sama to. Zelo zanimiv se mi zdi noter, tle sem si celo en tak pasus izpisala, ker govoriš o potrebnih spremembah v kulturni politiki. En tak zelo kritično, tako, samo da te spomnim,
Vsak ti bo rekel, da je fino, da imamo svoj jezik, svojo nacionalno identiteto. Celo najbolj zadrti ultralevičarji se bodo v končni fazi strinjali, da je fino, da smo, kar smo. Ampak na koncu bodo, ko pride do vprašanja eksistence, kulturnega ustvarjanja napram eksistenci nekega uradnika, raje ukinili financiranje gledališča, kot pa bi prestrukturirali v sektor. Predvidevam, da se razmišlja o prestrukturiranju kulturnega sektorja, kjer je preveč kulturne birokracije. Absolutno. Pa še kakšno drugo bi lahko našli, se v kulturi moram reči, da jo ni veliko. Pa je, ne, saj, če se spomniš, ne, v 90-ih, ne, to mi je bil tak, moj še vedno najljubši kulturni minister, odkar se jaz ukvarjam s kulturo, prej ne poznam, nisem poznal tako, ne, ampak je bil absolutno Školč. In za časa njegovega ministrovanja so stvari tekle zelo simpelno, in obrazci za izpoved. Vse je potekalo zelo tekoče, vedno je bil pri roki, vedno je bil odprt, lahko si prišel k njemu v sredo poldneva, ne najavljam, pa te sprejel. Mi je mater Lorenca enkrat razlagal, kako so bili to krasni časi, da zjutraj se ni imel kam dati, pa šel v Školču na kofenici. Ja, Školč je bil odprt, pa on je dal šerbeđi, pa mislim, do vseh stvari. Tako je, ne? Stanovanja so se tudi iskala, jaz vem, to je bilo. Ja, pa še neki besede je imel. Tako, to je pomembno, da je bil zelo bliz. Hočem reči, ne, ampak kulturna produkcija, ne, od njegovega časa, ali pa število samozaposlenih v kulturi, ali pa število teatrov, ni zraslo za omembe veliko število. Ne. Število birokratov zaposlenih na tem ministrstvu je pa iz njegovega časa zraslo, mislim, za 3-krat ali 4-krat. Mislim, da je bilo takrat okoli 80, zdaj je pa malo po 200. Ampak to je zato, ker vsak garnitura pusti 31 svojih odloženih kadrov not, s pogodbami za nedoločen čas. V bistvu je to samo v tem problem, ne? Seveda, to je... Mi bi rabili dobro kulturno birokracijo. Tako, ampak to, ne, te kadre, ki so zdaj tukaj razpravljene, ne, jaz še zdaj trdim, da bi se dalo uporabiti tako, da bi dobro delali, ne, in da ne bi bili sami sebi namenjeni, da se prelaga te papirčke z levega kota na desen kupček, ne, obenem imaš pa vse organizirano tako, da ti bojo ljudje, ki delajo v kulturi, rešili vse probleme in izpolnili vse obrazce, tako da jih ti lahko samo zlagaš, da ti ni treba delati samo, ne, če si uradnik. Ampak da bi se dali stvari urediti končno tako, če imamo že toliko uradnikov, porinjeno toliko naprej, da bo tudi več teatra, da bomo imeli samo zaposleni v kulturi lahko kakšne štipendije, kakšne prihodke, ki dejansko dostopne, od katerih se da živeti, kot imajo Finci recimo, ki imajo to krasno narejen. Pa so tudi majhni. Pa so tudi majhni, ne, pa so imeli tudi drugo svetovno vojno, pa so imeli tudi, ne vem, blokovsko politiko, pa vse skratka, vse so dejansko spodoben, ker mi, pa bistveno manj prijazno klimo imajo, kot mi, ampak, ne, skratka, da se stvari urediti, če se jih hoče. In jaz trdim, da če bi kdo nateral te uradnike zares delati, da bi vse skupaj funkcioniralo. Ja, sam so tam odloženi, vsak s svojim botrom. Ja. Jaz to zelo dobro poznam, vsak minister je privlekel en kup enih svojih takih in drugačnih in potem še en drug mu sam stranje delajo. In tukaj se je videl, ker bo minister Prešiček, ki je hotel tukaj red narediti, so ga odnesel, se ne samo oni, ampak še s pomočjo marsikoga drugega. Ampak on se mi zdel zelo obetaven minister, pa žal tega, da so nekaj veseli. Se na neprav način lotil, tako vidim, kako si tukaj prav o tem razmišljal, ne. Je pa res nenavadno, ne, recimo, če jaz povem en primer, mi se javljamo na 2 razpisov. En razpisi so za film, en pa so za glasbo doma. Tam pri filmu je nekdo birokrat, da moramo pripraviti približno 80 cm in moramo tudi račune od WC papirja, res od WC papirja dati in potem je sofinanciran 17% našega WC papirja, ker ni v kulturnem domu v Domžalah sam kino, ampak veste, da je sam 17% tistih listkov in potem vse te račune zberemo zato, da dobimo 7000 evrov. V sosednjih vratih sedi druga, oziroma drugi, tam je ženska, tle je pa moški. Drug kulturni birokrat v žlahtnem pomenu besede, ki vedno dvigne telefon, ki vedno pomaga, ki vedno odgovori in ki za 7000 evrov pod popolnoma enakimi pogoji na istem ministrstvu reče, ne, meni treba, da mi daste za vseh 50 000, vi samo za teh 7000, ki vam jih mi financiramo, pripravite pogodbe in račune. To sta sosedna vrata, tam smo zdaj le mesec pa pol, tiste
jajce pripravljali dobesedno, da vsak račun skopiraš in potem procent gor napišeš. Tam smo dali pa 6 kopij pogodb za ne. Tako da to je tak primer, ko ga lahko še obdelamo. Za naslednjo knjigo. Ja. Ne bo več kulturne pisem. Pa jaz ne vem, ne. Ampak zdaj imam druge. Zdaj Američanka, ste rekel, se tudi loteva na vsak način gledališča, ne. Gledališče je bil tudi tvoja izkušnja, ne. Moja izkušnja, da so na podoben način nam ukinili financiranje, kot opišem, da so ga ukinili temu enako tle, ne. Takrat Jožeta Pengova je pač Jankovič ukinil, za kar se mu maščujem v gledalcih svetlobe. Hecam se. Mal, ja. Ampak, ukinjeni in so potem je pač teater prisiljen preživeti, hvala Bogu ima ta direktor to sestro Avo. Pa je škoda, da so vas takrat, ne, ker po drugi strani je pa Ljubljana, ne, z 9% proračuna, ki ni majhen, ne. To je največji slovenski kulturni proračun, ali pa v času tranzicije, če sva spet iskrena, je ogromno prekarnih kulturnih preživel, ne. Tako da se mi zdi res ena taka ponesrečena zgodba, da ker je bilo veliko, ne smemo biti čisto krivičnih, se mi zdi, da Ljubljana je res ena najbolj kulturno razvitih okolij. Jaz mislim, da je. Ampak tukaj sem hotel reči, da ta primerjava, v bistvu ta odločitev takrat našega teatra, da smo se odločili, da se pač, če ukinjajo to financiranje, da se ukinemo, da se ne bomo šli tega, kar se je šlo tukaj, ta z iskanjem sponzorjev, neke komerciale in tako naprej, ker je pač bila ta tradicija Jožeta Pengova, da pač dela z najboljšimi slovenskimi avtorji, likovniki, igralci, režiserji. In smo rekli, ne bomo se šli tle zdaj neko poceni zgodbo, zaradi tega, da bomo pa mogoče pregurali zdaj, pa bojo pa naslednji še krat, se vam je fakulteta itak dopadla, to pa ne padate nekam. Ste se pa ukvarjali z gledališčem za otroke, ne, in mladino, to je pretežno. Lutkovno gledališče smo delali tudi predstave za odrasle, vsake toliko časa, predvsem pa seveda za mladino, otroke. Ja, moram reči, da tisti, ki to dajemo naprej, ne, in moram reči, da prav ta področje je žal doživel eno izjemno hude pretrese v času krize, ne. Veliko manj je ustvarjalcev, na žalost, ne, tako da se zelo pozna, nekaj jih še vztraja, ne, ampak jih je res malo, tako da tle nam najbolj manjka na gledališkem področju produkcije, ne. Ja, žal, ne. In manjka nam gledališče, ki si tudi ti bil zraven, ne. Ja, in fajn teater, bo fajn imeti respekt na to. To sva se že pogovarjali, Domžale imeli svoj teater, bilo kar društvo. Ja, najprej dvorano, da bo sploh kje za špilati. Mislim, s tehničnimi pogoji, kar je tudi lahko problem. Ne vem, ampak kdo od vas kakšno vprašanje, da nova sam videla takole čablala tukaj, tisti, ki ste prebrali, imate kakšno vprašanje o romanih, ker mi dva malo preskakujeva, takole. Ni nobenega tazga še vprašanja. Potem pa mogoče greva vseeno, tale moment se mi zdel še v Američanki zanimiv, ekološki, ne, če tako rečem, ta odnos med Damjanom in hčero je... Ja, on je... Kako je že vem, če si imam napisano? Miro. Mira je, ja. Mira in Damjan. Ja, zdaj tukaj si postavil pravzaprav dva, ne, ekstrema, en tak napol res ekološki terorist, če bi človek rekel res terorist, ne, ali pa vsaj govori, da bi bil terorist. On je bil en tak junak, ki se jih ni spoznal in pa enkrat teh, v času teh ustaj, ne, ki so bili tukaj, če pa takrat v rjavih srajcah korak, ali bi pa v rjavih srajcih korakov, samo da se nekaj razbija pa razgrabi. To je bil glaven namen in njega je pač ta val zagrabil, pa ga je odpeljal v to zeleno ultralevičarsko polje. Medtem, ko ta Mira je pa bolj bi jo primerjal s to Greto, švedsko, junakinjo, bolj na tem mladi, ki se hočejo zavestiti, kako hočejo ta svet na zeleno obrniti. S prepričevanjem, z nekimi vzori, z neko ravnanjem in ne nazadnje tudi za nekako, da bi se korporacije kot ključni
elementi, sprememb nekako preobrazili, ne? Tako je, da se vse to, ne, se pravi, ne z neko revolucijo, kjer bi se brez glava pobijala nekoga oziroma terorizmom, ampak da se to z nekim delom, ustrajnostjo. Je to tudi tvoj pogled? Absolutno, ne verjamem v revolucijo več, sem že prestar za to. Ne, pa tudi tako mislim, da smo Slovenci že doživeli svojo revolucijo, pa videli, da ni najboljša rešitev. Da so evolucijske počasne rešitve korak po korak boljše. Bo ta svet svojo spremembo doživel z evolucijo, ki bo nujna na nek način, razen če pač ni apokaliptičen cilj? Jaz mislim, da ali bomo morali začeti razmišljati zeleno v tem smislu, in se počasi obračati, tudi odpovedati marsikaternemu dobičku, svoj življenjski stil, biti pripravljeni spremeniti trajna vlak, na avto in tako naprej. Ali nas bo pa tale narava prisilila v to, saj druge opcije ni. Raven zadnjič sem bral, da se bodo vodne gladine v 50 letih, odkar so pogledali, da se teli tudi Antarktika, ne samo Arktika, dvigane ne za 12 metrov, ampak za 60 metrov, kar pomeni, da je kompletno Primorje pod vodo, poletja se bojo toliko spremenila, da bomo imeli v bistvu tukaj neko tako subtropsko klimo v Sloveniji. Skratka, stvari bojo šle zelo drgam, kakor gledajo. In itak bojo šle. Tudi če zdaj začnemo 100% drugače delati, se je ta svet že zavrtel toliko močno v to smer, da tega obrata ne moramo več ostati. Morali bi se pa začeti temu prilagajati. Tukaj mi še vedno pa najbolj skrbi, ker se vlada z našim ljubim premierjem na čelu raje ukvarja z vsem drugim, kakor pa z okoljem. In tudi tiste znotraj vlade, ki hoče nekaj govoriti o okolju, jih enostavno presliši. Še zmeraj je to tretjerazredna tema, ker če boš začel govoriti o okoljih, in pa bo rekel, ampak begunci, bojo vsi, begunci. In so ful navadni. So ful manjši problem. Ful manjši problem in bojo pa ful večji problem, če se bo z potapljanjem priobalnega pasu bo postala zelo velik problem. Neobvladljiv problem. Ker ne bo šlo več za begunce, ne bo šlo za migracije narodov. Ker se bo ta zadeva v tem apokaliptičnem scenariju na taki meri povečala. Prej si omenil, da si bil tudi aktiven član vstajniškega gibanja. Pa me zanima recimo ta manko zelene stranke. Zakaj v Sloveniji ni ene pametne zelene stranke? V Nemčiji je zdaj to že kar prava. Avstrija, vsi mislim, imajo zdaj to resne parlamentarne zadeve in z dosti resnimi programi in vsebinami in delovanji. Jaz mislim, ta zelena stranka, ki je bila pri nas, ki so imela Božo Flajšman, vsi ustanovitelji, pa Plut, je bila takrat dosti resna. In pa se znotraj LDS-a nekako razvodenila in razgubila, nekaj so jo prevzeli neki čudaki, kadar jih vidim na televiziji, kadar po nesreč gledam soočenje izven parlamentarnih strank, ker slišam onega človeka govoriti, si mislim, pa kaj človek, ti imaš po temu manj pojma, kaj jaz, pa jaz nisem ne biolog, ne zelen, ne način. Letos je bila pa med zelenimi, ali lani, da smo že bili na volitvah lani, je bila pa tudi ona stranka, ki pravzaprav vodi to akcijo Očistimo Slovenijo, ki je dosegla veliko ljudi, imela neke lepe cilje, voditeljca se je izpostavila, šla je, pa se nič ni zgodilo, pa ni prišla do neke pravzaprav dovolj. Ni bilo dovolj slišana. Misliš, da je problem, da mi ne bi volili zeleno, ali da ni dovolj jasno artikuliranih mnenj, kot da bi pa volili zeleno? Prvič ni dovolj jasno artikuliranih mnenj, drugič ni dovolj jasno propagiranih mnenj. Namreč, če daš ti neko še tako dobro artikulirano mnenje v neko soočenje tretjerazrednik izven parlamentarnih strank, kjer imaš Šiška pa tega čudaka iz zelenih, bo tega zdaj ne gleda. In ta gospa je govorila perfekten, ampak noben ni slišal, ker noben ni tega gleda. V končni fazi je bila to samo ena od malih neresnih v narekovaju strank, ki pač ni prišla noter. Zelo me veseli, ko gledam zadnje čase malo spremembe v SD-ju, da se SD zelo zeleno vrača. Kar se mi zdi super. Zato, ker če se pa velike stranke zavejo te problematike in tukaj začnejo delati, se mi zdi pa to dobro. Ja, sej LDS se je sicer v LDS vse stranka utopila, je pa bil pri nas problem najbolj v tem, da
da so se zeleni ideološko pravzaprav razdelili, ne? Tudi. Žalostno na levico zeleno in desnico zeleno, ne? Ja, to je sigurno bil velik problem takrat. Medtem kot ne, te evropski zeleni, ki vidim to Ska Keller, so ekstremno simpatična stranka, ekstremno simpatična. Tudi ta voditeljica se mi zdi tako zelo gospa, ki zelo ve, kaj govori, pa kaj hoče, pa kam hoče. Te se večina v Evropskem parlamentu je iz Nemčije, ne? Ja. Večina iz Nemčije, mi nismo dan nobenega tako. Je pa tudi res, da v Nemčiji pada SD, se pravi socialna demokratska stranka, gre vzdor in gre na to stran leviče, se pravi zelene na vzgor, ne? Ker tam pač Schröder je naredil tisto dobro, leta 2004, 2003 naredil dobro, kako se že reče, reformo za gospodarstvo in je to bilo res za leta 2009 koristno, ampak je pa hkrati naredil za svojo stranko pa Medvedjev slugo. Ja, absolutno. Je pa res, da to stranko, ne, to, kar je meni zanimivo, ne, tle imamo mi eno upanje, ne. V Nemčiji držijo gor mladi, ne. Volivci zelene stranke so mladi. Od nas pa mladih ni na voliščih. Tako da tle je upanje, da pravzaprav ena taka stranka nastane tudi ali pa res dobi, ne. Kdor bo mlade pripeljal na volišča, bo naredil veliko pri nas, ne. Sigurno. Pri nas je velika apatija, ne. Tisti mladi, ki volijo, so večinoma že levičari pa desničari, ne. Neki podmladki, ne, zelo... Ja, tako je, tako. Medtem ko se pravi, to je škoda, ne. Vsi ostali so pa, gremo naprej, nas ne zanima politika. Nima veze, brez veze, brez veze. Nas ne zanima. Mogoče, da veš, zdaj gibanja so, Greta je naredila svoje, mladi razmišljajo, hodijo. Kdo bo prijel zdaj vajeti in spremembe pelov, če jih nojo oni, ne? Pri nas je problem te iniciative, kar naprej neke nove iniciative, ki so samo da svoj krut in gre na ljudstva, nič pa nekaj resnega. So polno takih posameznih iniciativ za neko Koroško, za neko Dolenjsko, samo neke take iniciative, da mislijo, da so pa zdaj nekaj več naredili, ki se borijo za svojo cesto, ja. To je bilo že v času lokalni skupnosti. Mnogi, a ne, pač delujejo tako, da niso dali videli kot do pločnika pred svojo hišo. To je bilo pa tle. Škoda, ne, takih stvari. Ampak zdaj moramo iti midva še malo na tele delce svetlobe, ne. Roman, ki sem se ga zelo težko lotila, kot sem rekla, jaz ne imam znanstvene fantastike, ampak ko sem ga prebrala, sem rekla, pa saj to ni fantastika, ne. Kako si ti prišel na idejo za, recimo, to, pravzaprav, jaz sem te že takrat polet, ko sem ga brala, sem ga poklicala in sem rekla, pa kje so vse ti to zveja, a se ti s tem ukvarjaš, a ti to, a veste, pri vsakem poglavju in uvod ful znanstven, tak, mislim. Jaz sem se mogel kar poglobiti, no, pa se dati podočiti, pa ogromno enih ur preživeti na internetu, pa na YouTubeu, na raznih predavanjih, takih in drugačnih, tako da sem se malo dal podočiti v to smer, ne. Me je pa ta kvantna fizika že nekaj časa precej privlačila, pa seveda ta ideja, ne, paralelnega računalniško ustvarjenega sveta, ne, tam je bil vedno zanimiv, ne, glede na to, da tudi sam rad igram igrice včasih, ne bi rekel, sem čisto odvisnik, moja žena včasih prav, da sem, ampak mislim, da nisem. Hočem reči... Ampak tukaj si koristno uporabil to... znanje in pridobljena izkušnja. No, hočem reči, tukaj mi je bila ta ideja, v bistvu, kjer sem začel graditi to zgodbo, je v bistvu tega sveta, ne, in teh junakov v tem svetu, ki jih izdelaš ti, ne, oziroma jih izdelal ta lastnik korporacije, ne, oziroma glavni račun. Ki živi v Ljubljani, ne, v nekem sedmem nadstropju. Ja, sem dal v Ljubljano, nekaj sterilno, ja. Ampak, ne, skratka, on je samega sebe, ne, glede na to, da je naredil bitja, ki imajo zavest, ne, se je samega sebe postavil v vlogo Boga, ne. Sicer bo nam bitja... Kreator, ne, seveda, ne, on jim je vdahnil življenje, on je določil, kaj se z njimi zgodi po smrti, kako mu, ne, vse to, kaj se bo z njimi dogajalo, kako bo uporabljen, kako jih bo recikliral, ne. In seveda se mi je tukaj začelo graditi to vprašanje, ne, če ima nekaj zavest, ne, če ima nekdo zavest, tudi če je sestavljen, ne, iz pikslov, ne iz ogljikovih celic, ne, oziroma iz ničel in enica, ne, ampak če se ta entiteta zaveda same sebe, ne,
a ima pol vse pravice, kot jih imaš ti. Ne nazadnje čustvuje, ne nazadnje vesel, ne nazadnje trpi, ne nazadnje si mu vdahnil bolečino. Ne? In po drugi strani me vedno triggeralo to vprašanje, ne? Se kaj pač smo mi tudi sam sprogramirani in prepričani v lastno eksistenco. Ne? V bistvu pa živimo tukaj zato, da zabavamo nekega Boga, ki se igra igrico z nami. Lej se že, kaj je bil kitajski filozof, ni vedel, aj sam metulja on. Ja. To je večno vprašanje, pravzaprav, kaj je fikcija, ne? Vse poznate to, ne? Se zjutraj zgodi in ne ve, ne? Mnogokrat se najbrž tudi nam zgodi, da tako sanjamo, da pravzaprav ne veš, ne? Tisti prvi momenti po bojenju so mnogokrat taki, da pravzaprav ne veš, ne? A si bil v unem svetu, a je tisti bolj resničen, a je tale zdaj. In ti si tukaj v romanu zelo premešal, tako da človek mora včasih prav biti pozoren, ne? Fiktivni pa realni svet, ne? Ja, absolutno sem se na to, ne, da se mešata, da se prepletata. Ne, sej, takrat, ko jaz pišem, pa ko se izmišljujem, sem tudi na pol živim na pol v tej zgodbi, ne, doživljam te ljudi in tako naprej. Ne, sej, to jaz ne vem, kako je z drugimi pisatelji, moram enkrat se prav malo pogovoriti, ampak ugotavljam, koliko jaz svojega spomina, ne, tega realnega človeškega po vsakem romanu zbrišem. Ne. In koliko se manj stvari spomnim iz tega obdobja, ko sem kaj pisal, kako pa iz obdobja, ko ne pišem. Enostavno zaradi tega, ker verjetno, če kreiram tukaj neke nove svetove, pač ne, tako pa tako kapaciteto spominja mami, ni prostora za vse. Sigurno je treba racionalno delati s kapaciteto, čeprav pravi, da izkoristimo zelo malo, ne? Ja, vendar, ja. Da bo vsem silnem, če še tako razmišljamo, smo še vedno v nekih malih procentih vseh možnosti. Zdaj, če sva se že tam malo ukvarjala z ženskimi liki, ne, tudi tle zanimivo. Poanta pravzaprav si ženskam dal, da so na nek način to zgodbo želijo spremeniti, ne, z te negativne zgodbe v pozitivno, ali pa vsaj poskušajo na koncu, ne, nekaj iskati neke odgovore, kot da si jim dal v roke pravzaprav neko orodje, ampak si pustil, ne vemo. A so še bolj zastrale stvari, a so jih morda speljale. Pride nadaljevanje. Pride nadaljevanje. Tako da to bomo še zvedela. Da nas boš pustil, jaz sem mislil, že danes rekel, kako si se en mogoče. Ne, sem urednik, da bo nadaljevanje, tako da bo. Ne, absolutno sem pa prepustil ta svet tem ženskam, ker se mi zdi ta ženski princip je vseeno nekako racionalnejši od moškega. Na eno način emotivnejši, ampak na drugi strani tudi racionalnejši. In če gledaš skozi zgodovino, največje vladarice, najuspešnejše so bile ženske. Marija Terezija, Elizabeta Angleška, Viktorija. Ja, ona je bila malo težka, no, ampak ok. So vse bile težke. Katarina Velika, vse so bile na nek način težke, so bile pa zanimive. No, ampak če gledaš tudi pol iz sodobnosti, tale ko je že novozelandska premijerka, ki je fantastična ženska, ko ona to Novo Zelandijo red spravila. Islandska tudi. Islandska tudi Ocasio-Cortez, kongresnica ameriška, perfektna. Misliš, da ima Amerika kakšno možnost zdaj, da zapelje kakšna ženska, da je Hillary bil zelo nesrečen primer? Ja, jaz mislim, da glavna kandidata za prevlado pri demokratih bosta Elizabeth Warren pa Sanders. A pa Sanders je zdaj zbolel? Sanders je zbolel, ampak jaz se ne navijam za nobenega od njih. En in drug bi mi bila ljuba, zato ker Hillary se mi je zdela v svojem bistvu neverjetno pokvarjena ženska, ampak Elizabeth se mi zdi pa fajn baba. Pa Amy Klobučar je že odšla. Tako da Biden po mojem tudi nima teoretičnih možnosti, ampak mislim, da kjerkoli od teh dveh lahko poraz Trumpa. Tako da mogoče naslednja predsednica Elizabeth bo imela ameriško. No, fajn bi bilo, če bi v Ameriki bila ženska, to bi bil en zanimiv izziv, še posebej pa, če bi bila malo bolj demokratično naravnana, ker s Hillary najbrž ne bi veliko pridobila, pravzaprav. Razen tega, da rečemo, da je Melanija Slovenka, nas ne vem, nas bo na koncu sram, da tam zraven funkcionira. Ne, mačkam že.
nisem kriv za to, tako da pravzaprav mislim. Prav razmišljala sem, da je to skoraj podobno, ne mislim, glede na to, kaj človek počne in kako, da smo res zraven enkrat, ker nam ne bilo treba preveč upeti. Pa se ne govori veliko, da je Slovenka. Ja, čeprav Američani kar vejo. Vejo, ja. Velik zadnjič me prijateljice, pa prijatelj, ki imam navajam tle iz Teksasa, ki sta mi pomagala predvsem pri nastajanju Američanke k temi ameriškimi informacijami in sta ono rekla, čakaj, kako ta Julija je izrazita demokratka, čeprav je Teksačanka, ona prav, da ona pa njen mož pa njen oče so edini demokrati na Teksasu. Se spomnim, ja. Skratka rekla, ampak tale Slovenka, kako pa to, pa se rekel, veš, to je tam jugovzhoden konc Slovenije, to je tako, kot prva zuni dol Georgia, pa te Alabama, pa te države. Južnaške, misliš, pomiselnosti pa izrazito. Ne, ampak se je to bil hec. Ja, malo na hec. Slovenija je premehna, da bi take razlike. Skratka, tam si jim nekako, zdaj pa mogoče, ker se nekako bližava koncu, pa se mi zdaj vredno, zdaj tukaj vas bova pustila pri romanih, nekako se odločite. Agencija, kdor jo še ni prebral, tam mogoče tudi za starejše zanimivo, da se oborožite s tem, kako prihajajo agenti in vas nekako želijo navdušati za vse živo produkte, nove, ne vse novih in sploh. Tega je dosti tudi zdajle zdravniških in teh projektov. Potem Američanka z kriminalom, nekaj sploh še nismo imela, pa še umetnine švercejo, iz Srbije. Ja, to je pa realna ideja bila, ker smo se z Rokom Kunarjem smo se ravno iz Užic speljala, sediva od spredju, ostala ekipa je že spala odzad v kombiju, se pogovarjali matrom, kaj da bi tlega celega boga prešvercala v tem kombiju, ki bi rekli, da to pač del ljudsko ne predstavlja. A to ste vi res tam neki igrali? Ja, v Užica smo igrali in ko smo se vračali, da se pač o tem pogovarjali in se s tem zabavali. Neke slike, Ja, neke slike, ki so noč carinik, lahko znato. Ja, neke ikone vredne. Malo zavijaš, malo zmučkaš, ja. Tako da to, ki je bilo realno, več pa ne, da preskepala ali pa niste. Ne, to pa nismo, ne. Nismo si standarde na ta način popravili. Ja, tako da recimo ta ali pa delci, ki moram reči, za vse tiste, ki, evo, če bi bila Marcel Štefančič, bi rekel, delci svetlobe za tisti, ki želite vzljubiti znanstveno fantastiko. No, evo, super. Ne? Ker vem, da je malo ljudi, jaz vem, pri nas kino, najmanj obiska je na filmih, ki so, pa je škoda, ker so vse boljši in boljši na znanstveno-fantastičnih filmih. Tako da je zanimiv. Evo, vse, ki bi želeli vzljubiti znanstveno fantastiko, se ga lote. In je tudi, rekla, tudi tistih nekih stvari, ki so računalniško zahtevnejše, je čisto v redu, no, da se bomo malo znali obnašati. Ta svet je tu. Ja, ta svet je absolutno tukaj. To, ko sem jaz tle v to fikcijo šel, recimo, da sem šel 5 let naprej, maksimalno 10, no, pa to, da sem postavil tako podjetje v center Ljubljane, ampak mogoče se to lahko še zgodi, kaj človek ne ve. Pa le, se tisti smeje oči maček, je bil tudi slovenski. Ja, tudi, ne, tako da... Pa ena večjih zaslužkarskih zgodb, ne. Tisti maček, ki govoril, pa se smejejo, to je bil en. To je res velik projekt, ne. Tom, ja. Je bil naš, ne. Tako da, ja, tole še imamo vprašanje, še en zanimiv projekt je, ki si ga pa v zadnjih letih tudi bil zraven, ali pa bil med pobudniki, pa se mi zdi zelo zanimiv, ko vključujemo in aktiviramo. Ko ste pravzaprav s podporo evropskih sredstev, Agencije za knjigo, pravzaprav nek način knjigo skušali približati zapornikom, duševno prizadetim in podobnim skupinam in ste pravzaprav hodili. Vem, da že kar neki ljudi, ki so tudi tukaj naši gosti, so kakšno izkušnjo povedano. Mislim, da Tone Partljič je bil... Tudi, ja. Ja, to je bil v bistvu moj projekt, ne. Jaz sem to začel početi Si se ga tudi ti prav zamislil? Prav zamislil, jaz sem najprej to sam počel in sicer v zavodu v Višnji Gori z temi mladoletnimi prestopnicami. Mislim, da je bilo to leta 2007 pa 2008.
Ker sem seveda tudi čisto prostovoljno, pa ti nekje v enem pri prostovoljstvu po 2 letih ti malo sape zmanjka, ne zadnji benzin in vse skupaj ostalo ni zastonjen, tako da pa sem to nekaj Pa še tam ne moš nič prispevati, da bi se kaj, ne? Tako, ja, pa ne, nimaš tega... Zdaj so knjižnico naredili, ne? Tako knjižnico, pa imeli smo knjige, pa imeli smo vso podporo teh inštitucij do znotraj in tako da to je bilo na ta način super organizirano, ampak tukaj je prišla ta ideja, ki smo jo spet potem z Mitjo Čadnrom, kot marsikaj drugega enkrat debatirala v njej in on rekel, čakaj, jaz bom pa to na jak naprej dal. In pa je dal na jak in pa se to prek jaka speljali in pa je ta projekt počujemo in aktiviramo, ki so ga letos žal ukinili, ker ni dobil več evropskih sredstev, se pa potegujemo še zmerno, oziroma se potegujejo tudi s podporo vseh nas, ki smo tukaj sodelovali, zato, da bi živo naprej, mogoče v malo manjšem obsegu, ali pa socialno, malo socialno, predvsem pa z Ministrstvom za kulturo, da bi samo brez evropskih sredstev to peljali naprej, se mogoče knjižnica zdaj tako veliko... Prav se da najde, če tam, ki je evropska sredstva, veš, koliko jih je, no? Tudi verjetno, ne, sigurno. Ker zadnji rezultati so bili, ne raven v petek, če ima kdo čas, ne v petek, v četrtek, ta četrtek, če ima kdo čas, ima po Ukrajinski knjižnici, pa je pogovor, sem jaz v tvoji vlogi z Felixom Plohlom, ki je napisal ta roman Vsi moji grehi, kjer sem bil pa jaz njemu mentor. Pri pisanju tega, ja. Tako da... Celo taka knjiga je nastala, ne? Ja. Recimo, kakšni so, ali pa zdaj mislim, da tudi Aljoša Hrlamov zbira na Facebooku knjige, pa čak za kjer zapor že je, Cerski ali en zapor, kjer je gotovo, da pa benih knjig niso imeli not, ne? Ja, zelo slabo imajo te zapore, to gre. Zdaj se zbira. Smo pa tudi za X zbirali, no. Se prav spomnim, veste, kdo je bil prva knjižničarka? Na Igu v knjižnici. Hilda. Hilda je Košar, ja. Pa zelo vestno jo je vodila, no, prav. Da, zanimivo, no, ampak kakšne so bile pa kaj tvoje izkušnje, recimo? Hecne, ne, najprej, ko sem prišel, prvič grem v ta dob, ne vem, koliko od vas je že videli, te malo je strašljiv, ne, tam so one mreže, bodeče žice, oni koluti, posod vnoviti in tako. In tam imaš te potke, po kjer hodiš, zraven so pa ta igrišča, ne, in te, ki igrajo tam basket, to so sami taki nabildeni tipi, potetovirani, tako si rečeš, mater, zdaj bom s takimi v samu sobi, a ne priješ prvo na sobo. Pa se z njimi res sam niso lihti od tam, ne, tle pa se reč, ok, te ki jih tole zanima, verjetno so kakšni bolj intelektualci, verjetno kakšni ali prekrškari, ali pa vem, ne, da seveda kakšne gospodarske kriminale in tako naprej, se reč, ok, to pa no tak problem. No in pa pridem na naslednjo uro, že tako sproščen, ne, in pride not en tak gospod, malo predroben je bil, visok, suh, tako, tak kitast, rekel, no, Dan, kako ste pa kaj danes? Pa on prav, ja, danes sem pa jih na polovici. Rekel, ja, no super, se pa verjetno več toka, ne. Prav, ja, še 15 let. Rekel, no, to pa ni sam gospodarski kriminal, ne. Skazalo se je, da je šlo za tega Bojana Žalika, ki je od Milice Makotar moža pospravil. On trdi še vedno, da je bil plačan od nje, in ona trdi, da ne, skratka ta zgodba. No, pa so po veliko debatirali, čisto tak hecen gospod, ima temi zaporniki tak zelo visok status, ker je, mislim, da edini plačan morilec, ki je v Sloveniji v zaporu in tak je nekako bolj cenjen. Ja, to je mare nome. Ja, to je hierarhija. Kdo zna še zaslužiti, ne sam? Ja, ne, pa to je pač to, ne, koliko si profesionalen kriminalec, ne, in tako naprej. Najnižji so pedofili in tako naprej, oni imajo zaprte na enem posebnem oddelku, ker Bog ne da, da bi jih te ostali dobili, ker pa jih fašajo, pretepajo jih in maltretirajo in tako, da... A pedofili imajo najnižji? Te imajo najnižji, ja, pa posiljevalci pa te, ki ženske pretepajo in zaradi tega pridejo noter. Tako da, tukaj ja, sem kar veliko stvari izvedel v teh njihovih zadevah, ne, te zgodbe. Izvedel sem, da je bilo v bistvu še 10 let nazaj, no, je bilo ravno za posiljevalce značilen, da so naredili samomor in skočili iz strehe po parih letih, ne. Zdaj so pa rekli, da se to ne splača več, ker zdaj so posod kamere, pa te dobijo, pa brez vede, da bi več sedel zaradi tega, kako pa živite. Ponavljati so ostali pomagati samomoru. Je tako heca, ne, in pa sem ugotovil še, ne, nazadnje ta je bil, ne, Žalik je bil tako tak težji morilec, pa sem imel še enega, ki je svojo ženo v nekem navalu besa skero po noč potolkal, pa sem imel nazadnje Plohla, ki je 4 ljudi ustrelil, in tako da. Zanimiv kadar. Ja, no, ti si v polu dob večinoma. Tako je, ja.
A do teh političnih, gospodarskih pa nisi prišel, ali te nič ne zanima branje? A imajo pa vsi odprt oddelek? Ja, oni so na odprtem oddelku, ne. Janša se takrat k meni ni prijavil, ker jih tudi sedel. Od teh... Pisal že noriš. On ni rabo, ja, te moje inštrukcije. Pa so bili pa še, ne vem, 3 so bili gospodarski, no, en je bil en goljuf tak, profesionalen, en je bil nek odvetnik, ne vem, kaj za moče, en igralec ali neki, pa še ena. In ti si jih učil pisanja ali tudi spodbujal k branju? Predvsem smo brali, mi smo imeli sistem tako, da vsak je dobil, imeli smo ogromno teh knjig, ki smo jih prebrali in pol debatirali. In dejansko so vsi brali, ne na zadnjem v restu dolg čas zberaš. Pa še debatiraš v storih je še toliko boljše. No in ko smo v knjižnici, kakšne knjige recimo ste brali? A si kaj razmišljal, da si malo bolj njim želel recimo približati določen tip literature? Ste brali kriminalke bolj? Ne, mi smo kar en tak preresen redu, začeli smo z Alamutom, pa smo imeli agencijo mojo, pa imeli smo, kaj pa smo še imeli, pa imeli smo od Jančarja, To noč sem jo videl, pa imeli smo Zupana Menuet za kitaro. Tako, skratka, imeli smo kar en tak preresen. Zahtevne knjige. Ja, pa saj so bili v glavnem vsi kar, ne vem, tako najnižja izobrazba je bila končana gimnazija, ne vem za Žalika kaj, ampak on tudi tako zelo se načitil, pa zelo izobrazil, tako da... Ne, so bile debate zelo na nivoju, ne, tudi tako pol sem imel goste zanimive, ne, tako od, ne vem, Damjan Mandrc kot sociolog je bil, pa Andraž Teršek, pa tako. In so vsi te gospoda pri Foxi s faksu rekli, da toliko fajn publike še nikoli na faksu nimajo, ker bi toliko sodelovali, pa ker bi tako aktivni. Da ja, drugo luštanje bilo, no. Ko je bilo na začetku ta napetost, ki sem tja hodil, moram reči, po parih mesecih sem šel vedno zelo z veseljem, tudi če sem bil prej kaj slabe volje, sem vedno dobro voljo spravil, ker je bil res tako fajn debata, tako redu. No, pa najbrž je to tudi res ena oblika socializacije, ne, oziroma ja, absolutno je. Ohranjanja stika z nekim svetom, v katerega se treba vrniti. Prvič to, drugič se mi zdi, če veliko bereš, pa veliko o temu debatiraš, ne samo da prebereš, pa grem, ampak o temu res še malo razmišljaš, pa kar skozi debato moraš, dobivaš eno fajn distanco, ne, do sveta, pa tudi do samega sebe, ne, ker naenkrat je svet tle na neki dlani in ga gledaš lahko in se drugače odločaš, kakor pa če si ti not neposredno vpleten. In se mi zdi, da to je tem ljudem kar pomaga ta moment. A si imel tudi kakšno tako zelo čustveno, recimo, reakcijo, kaj se vem, da se je kdo zelo pokesal ali pa tako skupaj s tabo, to ni bilo? Ne, to je moška skupnost, tega ne moreš. A ste bili vedno v skupini ali si imel tudi tako, da... Vedno v skupini. Aha, no pa sploh ne mogoče. Vsake decija, ne, tako čustvene reakcije so bile, ki so bili jezni. Mogoče tako, a ne v paru bi se dal kaj tazga... Ne, to je bilo, mogoče je bilo, ko smo Jančarja brali, so bili grozen jezni na njega, ki je ne vem, To noč sem jo videl, ker je Partizani grdo pisal, pa tako naprej, pa kvaj je, pa se sam te domobrance zagovarjal, pa tako, drugače pa ne, to pa drugega pa ne. Si ne dovolil, ne, tudi ne mora na me preveč padeš, pa se zjokute. Vsekakor zelo zanimiva izkušnja. Ja, sigurno. A boš tudi o tem mogoče kaj pisal? Pa ne, to bom kar njim prepustil. Ne, mislim prav o izkušnji, a ne biti. Ne, veš kaj, zdaj imam že v načrtu naslednjo, zdaj končujem, oziroma sem jo že oddal, pa imam zdaj še par korektur, imam 5 novel, ki bojo pri Literji šle tudi, pa seveda nadaljevanje Delcev svetlobe. In ta tretja stvar je, ki sem jo pa Mitji oblogal, bom pa naredil po temu Staneta Semiču Dakiju, temu njegovemu trilogiji Najboljši so padli, bom to nekako predelal v romanu. Načrt in ta tret se mi zdi kar velik, no, tako zelo gajza, ker Daki ima tle res ogromno, svoje iz akcije v akcijo gre in to na drobno tiskanih stranih. Preboj si že videl? Ne, še ne. Izziv, kot neka epopeja, pozitivna. Ja, veselim se ga, tako da bom videl. Vsega imamo še ene parkrat tudi v Domžalah, ja. Sej, film ni tako, rekla, močen v tem smislu, tehnične izvedbe, načina, kako je narejen. Vsebinsko pa mislim, da je vsem dosegel svoj namen. Kritiki pravijo, da ne, ljudje, ki si ga gledajo, pravijo, da da. Tako da je zelo zanimivo, so šli precej narazen. Tako da ja,
skratka, v Partizanih tudi po 70 letih lahko še kaj najdemo. Ja, tle me je Mitja prepričal to, ne, v bistvu, jaz sem enkrat omenil tega Najboljši so padli, pa Dakija, da se mi zdi taki zanimiv literarni lik, ampak sem rekel, ne, zakaj bi človek v tem pisal, pravzaprav se temu je Svetina napisal Kano, temu je pisal Zupan, temu je generacija, ki je to neposredno doživela, to napisala, da ne vidim kakšnega posebnega smisla, ne. Ampak na kar je Mitja rekel, da meni se zdi pa ravno, da mogoče z te perspektive pa je ta zdajšnja generacija s to distanco, ko drugače čutimo vso to zgodbo in jo drugače poznamo, da bi bilo mogoče fajn in prav, in je rekel, Lenart, meni bi bilo zelo še, če se ti tega lotiš. no in kaj si rekel, ne, gledališča, ne, jaz moram pa reči, neverjetno veliko mladih ljudi si je ogledal Preboj, ne. Fino. Mislim, ne, da zdaj bi rekla tam cel kino, ampak veliko jih je prišlo pogledat, so bile tudi nenavadne reakcije. Na premieri recimo je ena deklica mogla iti ven in prenesla nekih prizorov, ki so bili dosti kruti. Tako da zanimiva reakcija, ne. Tudi mlajšim je marsikaj še možno skozi marsikatero tako zgodbo še povedati, predvsem tle to tovarištvo, ki je bilo najbolj res mlajšim, ki jim je že ta solidarnost in to tako, ne, iz ure v uro skoraj bolj tuja je zelo zanimiv element. Ja, čeprav jaz moram reči, ne, a mi je res, ne, jaz mislim tudi malo generacije odvisen, ne, ker zdaj, ne, seveda mlade spremljam predvsem skozi svoje hčere. Mislim, ta generacija, ki je odraščala v neki krizi, se pravi, ne, ki jo je kriza precej zaznamovala, ne, je na nek drug način oziroma manj razvajana, kot recimo otroci, ki so približno 3 leta starejši, pa 4 leta starejši, ki so pa od njih, ki so imeli pa še vsega polno rad, ne. Ali pa 5 let recimo, ne. In je ta solidarnost, se mi zdi, zelo prisotna, da si pomagajo, da si menjajo zapiske, ne. Ker recimo generacija, ki je 10 let starejša od njih, ali pa so si prodajali zapiske, ne, in se šli skrivali, ja. Ne, ti si moja konkurenca na faksu, boš ti meni ne bi noben za prepisati, ki je dal, ne, v času. Ja, zanimive so te spremembe. Ampak naša generacija je pa to delala. Absolutno. To smo pa pomagali drug drugemu, kolikor jaz vem, da vsi tisti, ki so recimo imeli težave, smo po pouku stajali pa se učili. Ja, saj zato pravim, da v takih stvarih nikoli ne veš še odpirati teme in iskati vzore tudi. Drugače pa prav gotovo, ne pozabiti, jaz imam še vedno v glavi, pa ga preberite, ker slej ko prej se bomo srečali, no. Za moj okus Vinko Möderndorfer je napisal najboljši slovenski roman o obdobju druge svetovne vojne, ki sem ga jaz prebrala, druga preteklost, no. Vzemite v roke, ker mogoče še v tej sezoni naš gost. Obsežno delo, vredno vzeti zaradi večplastnosti, ne, tako ka, to je bilo isto leto, Kresnik je bil Jančar z tem, ne, medtem, ko njegov je polkar poniknil, pa mnogi mislimo, da zelo po krivici, da je veliko bolj širok. Vzemite ga vredno prebrati, res, kdor si želi tega brati. Dobro, še kakšno vprašanje? To je to. To je to? Ne, še EPP smo se zmenila, ne? Se pravi, Marije Pepeja je, kaj se še kaj dogajali, ker je z nami Zlatka, Levstek smo rekli, da bomo prihoden torek vas povabili na predstavitev njene nove pesniške zbirke. Katera bo to, Zlatka? 15. 15. No, Nove čase. Evo. Je se je na 15 let, tako da drug teden je to bo imela Zlatka. Mi na Srečanjih bomo v decembru 2. decembra, ponedeljek, gostili spet Domžalčanko. Letos sem rekla, da tudi jaz malo domačine. In bo pa to Nina Mauhrovat in bomo govorili o otroški knjigi, pa lih pred nakupi bo, pa bomo spodbujali branje.
pa nakup dobre knjige. Nina je tudi, mislim, da res uspešna. Naša. Ja, Radobranka, ja, no, še bolj naša, ne. Za Janko je še bolj naša, ker tale iz Žej, ne. Ponedeljek je 1. decembra je ponedeljek. Ne, ponedeljek je 2. ali 3. sigurno. Ne, ni no, če smo petek 1. No. Pa 4 tedne smo 29. Sobota je 30. 1. december je nedelja, drugi pa ponedeljek. Ja, tako je. Drugi. Ker smo danes uskladili datum, zato mi je še malo tuje. Drugi je. Tako da to še Zlatka, pa kdo ima pa čas, pa še zelo zanimiv pogovor pa v Slavnikarskem muzeju, Matjaž Mastnak, tudi naš, na en način bova govorila pa o kulturni dediščini vrtnic. Kaj vrtnica pomeni, a ne? Tako da mislim, da izjemen predavatelj, tako da to so mogoče tisti izborček enih pogovorov, so pa še, a ne, vse v Domžalah je res veliko dogajanja, tako da hvala vam, da ste bili danes z nami, hvala Lenart tudi, da smo lahko če bi pa kdo želel tole spoznavanje znanstvene fantastike, sva rekla, kako vzljubim to, je pa možno danes tudi kakšno knjigo Delci svetlobe kupiti pri Lenartu. Oziroma ne, pri meni tamle pa una miza pri vhodu, tako, pri moji hčerki. oglasite se pri, evo, cela familija mora delati na tem področju. No pa lahko še jaz en trenutek izkoristim, torej vsaka prilika, da jo moram izkoristiti. Ja, predstavitev moje pesniške zbirke bo v torek 12. ob 7. zvečer tukajle. Knjige je naslov Sem, ilustrirala sem jo sama, ker sem že dolgo na svetu in ker imam tak jubilej, zelo v krogu, je tukaj v tej knjigi 75 pesmi za 75 oktobra. Oktobra sem imela svoj jubilej, ampak zdravstvene težave so me premaknile za en mesec, ampak nič hudega. To proti večnosti nič ne pomeni. Mesec gor. Ja, mesec gor. Skratka. Pa čim dalj ne bo še, če je sem. Ne veš kako, razdeljena je v 3 dele. Sem videla, ker sem že dolgo na svet, pa sem že marsikaj videla, pa marsikaj doživela, pa malo ljubezni tudi pa tako naprej. Potem je sem, srednji del. Sem. Vse sorte, kar se dogaja trenutno in okrog mene, ampak nekoč me pa ne bo. To je pa 3. del. Vsi vemo, da enkrat nas ne bo, ne? Vsi smo minljivi. Ja, tak je ta svet, če prideš, moraš tudi jeti. Hvala, Zlatka. Da zamenjava. Neposredna menjava, ja. Kako lepo. Blagovna menjava. Bosta vidva tudi prišla. Hvala vam, evo še enkrat, pridite še na kakšen pogovor, ker so to večeri, ki vas lahko zelo obogatijo. Hvala. Hvala. Hvala.